Zmaga, prstani, pokali, nič drugega, ne. Je ta navijač izjavil, da oni so pa želeli imeti Luko. Kje bo Luka Dončić na koncu svoje kariere na tem seznamu? Jaz osebno sem pristranski in pravim, da je največji uspeh slovenskega športa. Se spomnim, ko so bili tisti težki trenutki v finalu. In jaz se spomnim, takrat sem rekel, spet se bo zgodilo. Ta reprezentanca je imela 12 igralcev, nihče od njih se pa ni počutil kot 12 igralec. Preden so prišli v ligo Magic Johnson, Larry Bird in Michael Jordan, je bila liga pred bankrotom. V bistvu je večji od košarke, ne? In to je tisto, kar ga postavlja na prvo mesto. Kdo je največji? Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Bika za roge. Tokrat bomo odgovarjali na vprašanje, kdo je največji vseh časov v košarki. In danes z mano je tukaj Damir Radženović iz KZS-ja. Pozdravljen, Damir. Zdravo, živijo. Živijo. Damir, si direktor marketinga pri KZS-ju, bivši strokovni komentator in bivši košarkar, ne? In glede na to, na katerem področju delaš, me zanima tvoje mnenje glede trejda Luke Dončića. Dajva tle začeti. Luka Dončić je bil letos februarja, ga je prodala ekipa Dallas Mavericks v Los Angeles Lakers v zameno za Anthonyja Davisa in mislim, da je bil Max Christie, ne? Pa še neki piki, ne? Se pravi neki zbori na draftu. Danes se pa nekaj zanimivega zgodilo. Ne? Dallas je dobil prvi izbor na draftu. In kar nekaj se zdaj govori o tem, ali mi zdaj ta trade bolj smiselen, ali je ta tehnica zdaj izenačena. In pojavlja se to vprašanje, ali smo dolžni opravičilo Niku Harrisonu. Kaj ti misliš? Ja, jaz mislim, da zadeva ni tako enoznačna. Druga stvar je, da se pogovarjamo, lahko ugibamo, preberamo stvari, ampak v resnici nismo bili niti blizu zraven, da bi lahko kvalificirano povedali, kaj in kako. Po drugi strani je pa tako, da vnaprej se ni vedelo, da bo Dallas dobil na loteriji prvi pik. Tako da govoriti o sami smiselnosti tega trejda, jaz mislim, da je še zmeraj popolnoma enako, kot je bilo pred draft lotterijem. Da je trade bil absolutno presenečenje, da če bi bili v njega involvirane druge ekipe NBA-ja, bi lahko bila menjava mogoče za Dallas še bolj uspešna z številom različnih prvih izborov na draftu in tako naprej. Tako da poleg tega pa se uradno niti ne vemo, koga bo Dallas izbral kot prvi izbor. Eno je, kaj se govori, drugo je, kaj ima mogoče tudi največ smisla, ampak po drugi strani pa tudi ta oseba, o kateri se največ govori, še ni stopila na NBA parket in pokazala, koliko zmore, tako da mislim, da je prezgodaj govoriti o tem, da je bolj smiselen ali ne. Jaz pač v štartu že stalno pravim, da ni smiselno, sploh kaj je bilo narejeno, kako je bilo narejeno, pod katerimi pogoji in da pri tem ostajam tudi po današnji novici. Kaj pa se ti zdi nesmiselno, recimo? Kje se tebi zdi, da prihaja do neskladja, recimo? Preprosto vrednost, igralna vrednost Luke, v končni fazi tudi poslovna vrednost Luke za njegovo bivšo franšizo in pa pri tej menjavi lastništva, tisti, ki so vstopili v lastništvo, ko je Mark Cuban prodal svoj delež, koliko so, rekel, košarkarsko dobri, da razumejo, kaj nekdo pomeni, kaj Luka pomeni za navijače, za bazo fanov, za samo mesto.
v končni fazi tudi uvrstitev Dallasa leto prej v finale NBA je kazal na nek graf, kjer grejo stvari navzgor, in pač po menjavi lastništva se je to zgodilo, kar se je zgodilo. Tako da jaz mislim, da je absolutno veliko več vreden pri sami menjavi, kot je Dallas za njega dobil. Ne glede na ta draft lottery, ki je stvar kroglic sreče in pač Dallas jo je letos imel. Ja, tle si omenil, da lastniki niso vedeli za priljubljenost Luke v Dallasu. Še Nico Harrison ni vedel, ki je Dončića prodal in živi v Dallasu, oziroma saj dela v Dallasu. Se so v končni fazi priznali to zadevo, posredno in mislim, da tudi celo neposredno. Ene stvari v današnjem svetu, jaz sem si zapomnil eno izjavo enega navijača Dallasa, ki je potem bila objavljena po tradu. V današnjem svetu, kjer šteje samo zmaga, prstani, pokali in nič drugega, je ta navijač izjavil, da oni so pa želeli imeti Luko. Se pravi osebo, igralca, človeka. In to se mi je zdelo zelo pomenljivo in je ta izjava mogoče vse nas tudi malo postavila na neka bolj realna tla. Amerika v svojem koru slavi samo zmagovalce, vsi ostali se ne morejo primerjati, se z njimi ne ukvarjajo mediji ali pa jim ne dajejo priznanja ali karkoli. In ta prsten recimo v NBA-ju mislim, da je absolutno skozi leta dobil na ceni tako močno, da so tudi mogoče mediji, košarkarski navdušenci, navijači pozabili na igralce ali ekipe ali dogodke iz njihovih življenj, ki so jim obogatili to izkušnjo navijanja za svoj klub, samo zato, ker klub ali igralec ali kdorkoli ni osvojil prsten ali karkoli. In ta izjava se mi je vrezala v spomin, zato ker sem mogoče tudi sam tak, da cenim zmage, delamo za zmage vsi, tudi v privatnih življenjih in v poslu in v košarki seveda, ampak ti moraš samo priti domov pa reči, dal sem se od sebe in biti naraven, tako kot Luka tudi je, in dejansko on je bazo navijačev imel zato, ker je bil tak, kakršen je, poleg vseh stvari, ki jih seveda zna na igrišču narediti, in to se mi je zdelo zelo vredno. Poslovni del NBA je pa pač oddelal svoje, imaš rok uporabe, od tebe želimo to in to, če smatramo, da s tabo ne bomo dobili to, kar moramo dobiti, in to je samo prsten, potem se bomo pogovarjali na druge načine, in to je meni mogoče malo tuje. Kaj pa praviš na samo situacijo zdaj? A je to, da je pri Lakersih Luka bolj za njega, ali bi bilo bolj za njega, da bi ostal dal? Težko rečem, tudi ne bi se tukaj delal preveč pametnega. Menim, da iz poslovnega vidika je sigurno večji trg. Kalifornija je le Kalifornija, Los Angeles je Los Angeles. Po drugi strani pa tako mu bo, kot si bo na nek način naredil. Jaz mislim, da kolikor ga poznam, ni sužen nekih stvari, da on mora biti, ne vem, znan, da mora biti na največjem trgu, da mora, ne vem kaj, sem že vse bral, v katerih filmih ga bojo prosili, da nastopi, ne vem kaj. Luka je en človek, ki je zelo na mestu in želi igrati košarko, želi igrati dobro košarko, želi zmagovati. Zelo je željen zmage in mislim, da se bo najbolj in skoraj izključno samo temu posvetil. Zdaj pa vprašanje, ko si me vprašal, kaj je bolje, to ni vprašanje za nas, to je v bistvu vprašanje za njega.
tisto, kar on meni, da je bolje, za njega tako pač bo deloval. In ni nujno, da to, kar on meni, da je bolje za njega, mi mislimo, da je bolje in obratno. Tako da najbolje je to dejansko spremljati in prepustiti njemu, da si naredi tako, kot je za njega, njegovo družino najbolje. Ne? On ima zdaj, v bistvu, mislim, da je avgusta, ne? Da mu lahko Lakersi ponudijo pogodbo, tako da bo on sam verjetno tudi pokazal, ne, s tem, a si želi ali ne. Nihče od nas ne bo pametnejši od njega. On bo dobro naredil za sebe, za družino, za svojo košarkarsko kariero in mislim, da je to edino, kar šteje. Pa dajva pogleda tebe, Damir, zdaj. Tvoj odnos s košarko, tvoja zgodba s košarko, no? Daj, se mi zdi, da je zanimivo. Jaz spomnim, ko sem bil otrok, ko sem začel zanimati za NBA. Moje sanje so bile najprej, da igram na koledžu. Ja. Tebi je to uspelo, da je to malo razloži. Ja, moja zgodba s košarko je v bistvu seže še veliko prej kot odhod na sam koledž. Bolj seže še v čase stare dvorane Ilirije na Vodnikovi, tam sem začel. Tako da in seveda nisem sploh razmišljal o tem, kam bi me lahko to peljalo. Enostavno zdelo se mi je super, da se lahko s tem ukvarjam, potem pa pač iz leta v leto treniraš, rasteš in greš po tej poti, ki ti je dana. Sem pa zadovoljen, kako so se stvari zapeljale, ker si nikoli nisem delal utvar, tudi v najmlajših letih. Zelo, zelo povprečen košarkar sem bil, z zelo, zelo malo talenta. To ni mene nikoli sram priznati, nikoli ne govorim, da sem dosegel nekaj več, kot kar sem dosegel. Na nek način največ, kar sem dosegel, je bilo to, da sem s tako vrhunskimi soigralci lahko igral ves čas tega najbolj resnega ukvarjanja s košarko, predvsem tukaj v Sloveniji, da sem imel čast igrati z nekaterimi res odličnimi slovenskimi igralci in da sem lahko bil del teh ekip. To je bila mogoče moja neka najbolj osebna zmaga. Drugače pa ja, ljudje lahko za sebe rečejo, kakorkoli želijo. Jaz vem, da sem delal, sem bil delavec, videl sem, da če hočem biti v teh ekipah, pač že od mlajših kategorij naprej, da moram delati več, predvsem na tistem, kar sem nekako močnejši. Bil sem 0 atleta, 0 višine, 0 hitrosti, 0 vsega, ampak nekako sem vedno v tej igri sodeloval, ekipno igral, študiral, kako lahko ostanem v igri z dobrimi stvarmi, ki jih pač košarkar mora početi na parketu, da dobi kakršnekoli minute in v bistvu ta ljubezen sama do košarke je bila enormna od prvega dneva, kar sem začel trenirati in sem pač prilezel do neke točke, do kjer sem lahko prilezel s tem, recimo temu, nikakvim talentom in omejenimi fizičnimi predispozicijami, tako da od mene milijardo boljših košarkarjev bilo in so seveda še zdaj, ampak jaz sem zadovoljen s tem, kaj sem dosegel v tej, recimo, po tej resni športni plati. Po drugi strani mi je košarka omogočila visokošolsko izobrazbo, ki verjetno bi jo tudi v Sloveniji dosegel, vendar pa ne bi spet zaradi omejene kvalitete ne bi uspel igrati na ekstremno visokem nivoju, pa študirati pač po sistemu, kot je pri nas. Tam sem pa lahko oboje nekako združil in sem zadovoljen s tem, kako je bilo. Prav, tako neka vstopnica je bila v bistvu košarka v visokošolski sistem. Ja, mislim, pri meni je bilo tako, jaz sem na univerzo šel pred 31 leti, že kar orang nazaj. Takrat seveda ni bilo pri nas še interneta, ni bilo slovenskih košarkarjev veliko na koledžih v Ameriki.
Tako iz glave se spomnim 2, 3. Tako da sem bil nekje, pa dajmo reči, upam, no, da se nisem zlagal, nekje prva 5 igralcev, ki so šli na college, in nisem imel pa tudi veliko interesa v visokošolskem sistemu v Sloveniji v smislu smeri. Nobena stvar me ni tako ekstremno zanimala, sploh pri 16, 17, kar še nekako misliš, kljub temu, da v ozadju veš, da nisi dovolj kvaliteten, ampak kar misliš, da bi pa lahko bil profesionalni košarkar, pa da bi lahko živel od tega, in zato potem nisem posvetil nekih naporov temu, da razmišljam, a me zanima na pamet, govorim pravo, ekonomija, medicina, karkoli že. In ta ameriška varianta mi je dejansko olajšala zadevo in podaljšala igranje, recimo temu resne košarke, še za to obdobje univerze. Tako da nekako sem se tam potem našel, in ja, ta košarka mi je odprla to možnost, da sem na ta način prišel do visokošolske izobrazbe. Ja. Se pravi, to je bil Mayville University? Mayville State University, ja, v Severni Dakoti. Malo za naše razmere obskurna država v Združenih državah Amerike, ampak ena noro dobra in neprecenljiva izkušnja, ki sem jo imel, in pravijo, da na koncu življenja obžaluješ kakšne stvari, ampak to je dobesedno prva stvar na mojem seznamu, ki bi jo moral še enkrat ponoviti, oziroma jo nikoli ne bi obžaloval. Je bila res edinstvena izkušnja za mene. Kako je bilo to? Ali to si dobil kakšno štipendijo, ali to so bili tryouts? Ne. Kako je to potekalo? Ne, to so bili v starih časih, je bilo to malo drugače. Jaz sem ko sem nekako sam pri sebi kolebal, kaj bi s to svojo po koncu srednje šole, kaj bi delal po koncu, kam bi šel na faks, kje bi igral, ali pa da nadaljujem igranje. Sem nekako v 4. letniku začel o tem razmišljati. Videl sem tudi, kam neke poti moje košarkarske peljejo v Sloveniji. Tako kot sem prej rekel, ogromno talenta, ogromno vrhunskih igralcev. Težko bi pariral v Sloveniji v smislu, da bi lahko, ne vem, igral v reprezentanci ali karkoli podobnega. Ne težko, ampak praktično nemogoče. In potem sem nekako v tem nekem obdobju sem pa kar veliko stvari, bom rekel, spremljal okrog Amerike iz katerega koli razloga. Mogoče mi je to bilo fajn, takrat kot mlad človek, hitro sem se učil angleščine, zanimivo mi je bilo. In tako sem na Cankarjevi ulici v Ljubljani vstopil enkrat takrat je bil tam Ameriški kulturni center. In v nekem januarskem ledenem dnevu sem se zatekel, tam so imeli eno knjižnico. In v tej knjižnici je bil en tak ogromen katalog vseh ameriških univerz in koledžev. In to je bila ena tistih stvari, ko mi je šinila ideja, in sem sam rekel, kaj pa če pogledam to, pa nekako se probam prijaviti, če bi me vzeli. Ne. In potem sem v sodelovanju s klubom, kjer sem igral, tudi naredil nekaj videoposnetkov, to so bile še VHS kasete, z nekih tekem treningov in tako naprej. In sem poslal na določene univerze, ki sem si jih v tem katalogu izbral. Teh univerz je preko 2000, jaz sem si jih izbral nekje 9-10, mislim, za začetek. In sem pač enostavno pošta, VHS kaseta noter, spremni dopis. In na to univerzo, od te univerze, kamor sem potem šel, sem dobil takoj klic. So bili navdušeni, kako naj drugače rečem, navdušeni nad tem, kaj so videli, in so mi ponudili polno štipendijo. In enostavno to je bilo januarja, avgusta sem bil na letalu in začel študirati. Vmes seveda so še takšne in drugačne procedure, jasno, ampak to sem vse šel skozi to in potem šel od doma.
Super. In pol, v bistvu, ti si tam bil koliko, 4 leta? Ja, za čas univerze. Ja. In potem, ali se je tvoja kariera košarkarska potem zaključila, ali si še kaj nadaljeval? Sej lepo od tebe, da temu rečeš kariera. To, potem, ko sem končal, to ni bila več kariera, ampak je bila samo še ljubezen. Potem sem še 2 leti igral v 1B ligi v Sloveniji, ker sem pa že takoj po prihodu dobil pač službo in sem potem tudi neke službe zamenjal, ampak so se mi pri vsaki novi vlogi odgovornost se je večala, ne, in sem imel vse manj časa. In potem sem šel pa še eno poškodbo sem imel težjo in sem šel potem iz 1B lige v takratno 3., to je po današnji nomenklaturi 4. liga, in tam sem pa na nek svoj način doživel kar malo druge pomladi, namreč igral sem do 40. leta, stalno med 3. in 4. ligo, po današnji nomenklaturi med 3. in 4. ligo. In teh potem, koliko je to bilo, 15-16 let v teh 2 ligah preživel na res en fantastičen način. Ene ljudi, ki sem jih mogoče že malo prej poznal, ko smo bili še mlajši, ampak sem se povezal tudi z eno ekipo ljudi, kjer se družimo privatno, tudi po recimo temu karierah, in mi je dala košarka spet še eno novo stvar. Prej smo govorili o šolanju, pa recimo kariera, pa ne vem kaj še vse, ampak v resnici ta prijateljstva, ki so ostala, so mi najbolj pri srcu. Tako da ja, od tega, da pri 17-18 nisem vedel, sem bil pred odstrelom v bistvu, da bi nekaj odigral še v življenju, sem potem skozi to potegnil kar do 40. Ok, in zdaj si pa od leta 2015 si na Košarkarski zvezi Slovenije. Ne? Se pravi, ti si bil tam, ko se je zgodil ta velik dogodek, ko je Slovenija zmagala na Evropskem prvenstvu 2017 v Istanbulu, je bilo to. Ne? Tako. To sem te hotel vprašati. No. Jaz sem bil takrat tam na finalu. Se spomnim vseh prejšnjih prvenstev, še v Katovicah sem bil, se tudi spomnim. Vedno je nekaj zmanjkalo, vedno je bila neka drama je bila na vseh teh prvenstvih. Tako, pa pride leto 2017, mi smo seveda skozi upali, da bo nekaj iz te reprezentance pa to. Ampak nekaj se je zgodilo takrat, ker ni bilo značilno. Se spomnim, ko so bili tisti težki trenutki v finalu. In jaz se spomnim, takrat sem rekel, spet se bo zgodilo. Pa se ni. Tiste zmagali smo, spomnim, Goran Dragić se je takrat poškodoval čist na koncu. Oziroma izčrpan je bil. Luka je bil poškodovan. Luka se je poškodoval. Ampak ekipa takrat, spomnim, Prepelič, pa mislim, da je bil Anthony Randolph, ni se spomnim tako, da sta najbolj izstopala. Tiste popeljali ekipo do evropskega prvaka. Kaj se je zgodilo takrat v tej ekipi? Kaj je bilo drugače? Kaj je bilo drugače? Spet neko moje mnenje pa je laično. Vera v soigralce, vera v ekipo, vera v sistem, vera v to, kaj se počne, dobesedno to. Odlični lideri, Goran, ki je v bistvu ti nisi lider, če sam daješ 30 točk pa 10 asistenc, ti si lider, če svoje soigralce prepričaš, tiste, ki jih je mogoče potrebno prepričati, kako pomembni so za ekipo. Razumevanje tega, kar je meni domače, seveda mogoče tudi iz lastnih izkušenj, da razumemo, da 12 igralc ne izgleda navzven tako pomemben kot prvi igralec, ampak da se pa 12 igralec počuti kot esencialni del ekipe in da on ve, da brez njega ni uspeha, kljub temu, da je 12 igralec. To je nekaj, kar dviguje kompletno ekipo. In ta reprezentanca je imela 12 igralcev, nihče od njih se pa ni počutil kot 12 igralec.
tako sem jaz to nekako košarkarsko videl. Se pravi, če zdaj žoga v mojih rokah, lideri so pa poškodovani ali pa izven terena, bom pač jaz to rešil, naredil dobro. Prej si omenjal Prepeliča pa Randolfa, ne pozabi, da je tudi odlične poteze imel takrat, ko si ti rekel, pa ne spet, odlične poteze imel Gapi Vidmar, odlične poteze imel Jaka Blažič, odlične poteze imel Aleksej Nikolič. To je res eno ekipno delo, kjer je ekipa pokazala, da ja, mogoče se je videlo navzven, kdo vodi, pa kdo dosega največ točk, pa na koga se koncentrira obramba, ampak vsako ekipi je vedel, da ko bo njegov čas, bo pokazal, da brez njega ta ekipa ne funkcionira. Iz tega prvenstva jaz nikoli ne bom pozabil polfinala Ineda Muriča, ne? Ki je zaradi meča pa Španci obsedel na klopi. Pa bi lahko rekel marsikaj, naredil marsikaj, si zaslužil več kot tone, ampak cela ekipa je razumela, da je cilj edini in vsak je bil pripravljen se podrediti tej zadevi. Ne? In to je kvaliteta, ki je neprecenljiva. Ne? Po drugi strani, mogoče pa še to, vedno se nekako v pogovorih vračamo seveda na ta ogromen uspeh. Jaz osebno sem pristranski in pravim, da je največji uspeh slovenskega športa, ekipnega pa zagotovo. Po drugi strani pa na teh evropskih prvenstvih, svetovno velja enako, je toliko spremenljivk, toliko različnih stvari, ki so potrebne, da se pride do nekega uspeha, da enostavno je to težko verjeti, če nisi zraven. Se pravi, kot sem prej rekel, mi smo imeli lahko mogoče po imenih boljše reprezentance, pa potem vsak lahko nekaj po svoje govori, kaj je manjkalo v reprezentanci iz tega leta, tistega leta, tega leta. Ampak tudi če nič ne manjka, pa še zmeraj ni garancija, da ti pripade zlata, srebrna, bronasta medalja. Ne? Tudi druge reprezentance so enako upajo kot ti, sploh na izpadanje ena tekma, centimetri, žoga v obroču, žoga ven iz obroča. Ni tako, da enostavno se staviš skupaj, rečeš, mi smo dobri prijatelji, fajn se imamo, zaupamo si, mi bomo zdaj osvojili medaljo. Ne? Težka trnova pot do ne samo medalje, ampak tudi do katerega koli vidnejšega uspeha. Ne? In dejansko, da se je to zgodilo leta 2017, lahko največ naredimo potem, vsaj iz naše strani, ki nismo igrali, seveda, da to zgodbo čuvamo, da jo predajamo naprej. To je res en veličasten uspeh. Ja, res je. Se bo še vrnila nazaj na to. No. Zdaj sem jaz mislil, da se malo bolj premaknemo k tej osrednji temi, ne, se pravi, največjega vseh časov. Ne. Pa me tle zanima, kaj definira največjega? Se pravi, omenil si prej, kakšne so kvalitete liderja. A mora biti največji, a mora biti lider, a mora biti dober lider, a mora biti najboljši lider. A je tukaj pomembna statistika? A so pomembni dosežki? A je Američani pravijo temu eye test, se pravi test, kako izgleda? A je pomemben, se pravi, rekel ta mirnost v ključnih trenutkih, oziroma ta, da si uspešen v ključnih trenutkih. Clutch gene, recimo, kar temu rečejo. Kaj ti misliš s tem? Kakšni so tvoji kriteriji, recimo? Ja, težko bi izpostavil nek prevladujoč kriterij. Mogoče dejansko sem bolj na eye testu kot karkoli drugega. Se v današnjem času mislim, da o statistiki se ne splača razpredati, ker je ta jasna, po drugi strani pa spet verjamem, da vsa razmišljanja o tem, kdo je največji, ko ljudi
random vprašaš, dejansko razmišlja vsak tako, kot njemu paše, da opraviči svoje mnenje, kaj on misli, kdo je največji. Ne? Zdaj, jaz imam mogoče tak pogled malo drugačen na to. Košarka je dolgo časa na svetu in ima svoje obdobje. In verjamem, da obstajajo največji po obdobjih. Obdobje pa seveda težko primerjati. To je že Michael Jordan rekel. Ja, no. Je težko primerjati in nič ni narobe, da vsak pri sebi ima svojega največjega. Se mi zdi pa z nekimi podatki obmetavati in s tem dokazovati neke stvari nesmiselno. Zato, ker za vsak podatek, ki ga navržeš, da je nekdo večji od nekoga drugega, obstaja podatek, kjer je ta drugi boljši v nečem od tega prvega. Ne? Tako da jaz sem mogoče dodal samo še eno komponento, ki je popolnoma na nek način nekošarkarska. In sicer, ko sem prej rekel za obdobja, ne, če govorimo, da je največji nekdo, ki je igral v NBA-ju in pač dosegal stvari v NBA-ju, pa če se osredotočiva na to, je treba gledati, kakšen je njegov vpliv na igro. Izven igrišča ali samo na igrišču? Na igro, na ligo kot ligo. In kaj je ta liga dosegla zaradi njega, zakaj je liga danes tam, kjer je. Ne? Spravno, ki je tako nekako prinesel vrednost, največ vrednosti prinesel. Tako je. Ne? In to se ne meri nujno samo v prstanih ali številu doseženih točk. Ne? Zato pa pravim, da je enoznačni odgovor tukaj za mene nesprejemljiv. Recimo, bom šel mogoče malo tudi to, kar mi je bolj domače, neka poslovna nota. Preden so prišli v ligo Magic Johnson, Larry Bird in Michael Jordan, je bila liga pred bankrotom. Ne? Je bila liga pred bankrotom s televizijskimi prenosi finala lige, se pravi zadnjega dejanja v sezoni, na lokalnih TV postajah. V Ameriki lokalna TV postaja pomeni res zadnji parameter. Ne? Tudi niso bile tekme v živo, ali ko je bilo. Redne tekme so bile pa v posnetkih in to ob obskurnih urah. Ne? Ja. In zdaj te tri osebe so prišle in naredile, kar so naredile, in jih že to postavlja takoj v neko prednost pred vsemi ostalimi igralci, ko se pogovarjamo o najboljšem vseh časov. Ne? Ker recimo to, kar sta naredila Larry Bird in Magic Johnson, to je bilo njun začetek, ki je bil 3-4 leta prej, preden je Michael Jordan prišel. Ne? Ampak sta imela to rivalstvo, ki je že dvignilo popularnost lige. Ne? Boston proti Lakersom. Na koncu koncev žalostno, ampak Belc proti Črncu. Ne? Potem pa ta fenomen Michaela Jordana, ki je prvenstveno bil na tem zasnovan, da je ultra atraktiven košarkar. Preden je vse dosegel, kar je dosegel. Po čem misliš atraktiven? Atraktiven po načinu igre na terenu. Aha. To je bilo nekaj takega, kar takrat ni zmoglo veliko ali pa nihče v NBA-ju in je takoj odskočil že zaradi atraktivnosti. Ne? On je potreboval 6-7 let, preden je sploh 7 let je potreboval, da je prišel do finala in ga osvojil. Do takrat je pa ta njegova aura bazirala na neverjetnih fizičnih predispozicijah in atraktivnosti njegove igre in pa skozi obdobje na eno stvar, na katero so Američani zelo navezani, na ultrakompetitivnost. Za katero menim, da jo pred njim in za njim še niti en igralec v NBA-ju na nek način ni imel.
On je bil obsesivno in po moje še zmeri obsesivno tekmovalen in to v družbi štejemo kot eno dobro značilnost. Ne? Zmagovalce imamo radi. Ne? Tako, in to ga je peljalo do teh uspehov, ki jih je dosegel. In ta njegova v resnici na koncu koncev aura je tista, ki ga postavlja, jaz mislim, da laično gledano 90% ljudi misli, da je MJ najboljši vseh časov. Ne? Se pravi, v bistvu je večji od košarke, ne? In to je tisto, kar ga postavlja na prvo mesto. Po drugi strani, pred njim so bili igralci, ki so bili za ligo večji od lige, ne? Bill Russell, sam tukaj štejem tudi Wilta Chamberlaina. Za njim so bili in so igralci, ki se res lahko ponašajo s tem, da nosijo ligo, predvsem to seveda velja za LeBrona Jamesa, za katerega imamo občutek, da je bil v ligi, preden smo se mi vsi rodili, pa da kar še naprej v ligi, ne? Ampak pa na katerem nivoju igra, ne? Tako, recimo jaz tukaj vedno vlečem primerjavo, na kakšnem nivoju je igral Karim Abdul-Jabbar, ki je tudi eden od mojih pikov za enega največjih vseh časov. Ne? Ampak pri teh letih, ne, seveda tudi konstitucija drugačna in vse, ampak pri teh letih je Karim bil na poslovilnih turnejah in veseli so bili pod narekovaji vsakega njegovega koša, medtem ko LeBron še zmeri močno participira pri svoji ekipi in je ena glavnih osi. Ne? Ampak spet teh zadev je toliko, da jaz osebno za neko svojo dušo imam neke najboljše vseh časov po erah, ne pa najboljši vseh časov nasplošno. Mislim, da je Michael Jordan ne sam, ampak v največji meri on dobesedno rešil ligo. In to je nekaj, kar se ne more pohvaliti 10 igralcev. Ne? Mislim, da je LeBron postavil določene rekorde, ki ne vidim nadaljnjih 30 let, da se lahko podrejo. Tukaj celo računam, da če bi bil zdrav in željan, da mogoče lahko celo Luka do česa takega pride, edini. Ampak okej. To je pač neka navijaško otroško razmišljanje, ne? Ampak ja, in potem te stvari primerjati. Ne? Vidim, da se ljudje zelo radi vrnemo samo na debato, ker pač nam je to blizu MJ ali LeBron. Prvo kot prvo ne igrata na isti način, ne igrata iste pozicije. Pravila so se vmes tudi spremenila. Drugo kot drugo, v času, ko je MJ bil na vrhuncu, ni bilo družbenih omrežij, ni bilo takega novinarskega pritiska, spremljave vsakega koraka, čeprav je bil on res večji od rock zvezdnikov in tako naprej. Ne. Tako da vse to primerjati je težko. Ne. Jaz mislim, da je več kot dovolj argumentov za tistega, za katerega se nekdo intimno odloči, da mu je najboljši vseh časov. Jaz sem si pa pač sam sebi olajšal delo, pa sem enostavno rekel, da najboljšega vseh časov ni. Da če že bi resnično največ argumentov lahko imel MJ, tukaj ni velike debate, ampak da pa primerjamo neke stvari med sabo, se mi pa tudi ne zdi primerno, ker igrati košarko leta 2025 ali pa igrati košarko leta 83 je različno. No, zaradi tega tudi vprašanje ni najboljši, ne, ker verjetno košarka napreduje. Ne, in tudi, ne vem, kako ti gledaš na to, mogoče je tudi to dobro vprašanje. Ne, meni se zdi, da to, kar danes gledamo, ne, koliko je kompetitivna košarka, ne govorim samo NBA, ampak po celem svetu, ne, je verjetno nesporno, ne, da so igralci danes boljši kot pa 30 let nazaj. Ne. Sploh z razvojem trojke. Ne vem, kaj ti misliš s tem? Ja in ne. Pa bom povedal, zakaj v obe smeri. Ja, ker so fizično bolj pripravljeni, tehnično
znajo več, hitrejši so in tako naprej. Po drugi strani pa je tudi ta NBA ne nujno svetovni košarki, ampak sami sebi prinesel košarkarje, ki so specialisti. Jaz osebno specialista vidim kot ne 100% izdelek, ampak pač za nekaj je dober in v tem je lahko tudi najboljši. In ga seveda ekipa za to uporabi, spet končni cilj je zmaga. Medtem ko zdi se mi, pač nisem dovolj star, da bi to lahko kategorično trdil, ampak zdi se mi, da so, dajmo reči temu, v starih časih igralci bili kompletni, karkoli so že igrali. Ne? Se pravi, bom dal eno primerjavo. Če je nekdo igral na poziciji organizatorja igre, so ga še zmeraj učili, da je obvladal horokšut. Danes nisem prepričan. Možno, da se motim, ampak nisem prepričan, da to je v procesu treninga, ker enostavno... Tega ne boš rabil nikoli, nimaš tem kaj zakvarjati. Če si se Pil sam, tist, kar boš res rabil. tako, če si se sam, so si Američani izmislili v NBA ta izraz 3&D. Se pravi, špilajo obrambo maksimalno, če si tam dober, pa če imaš dober procent meta za 3 točke, te bomo za to uporabili. Ne bomo te pa uporabljali za to, da boš prenašal žogo, da boš, ne vem, če si ti 1,93 m kriv centra za 2,10, da ga boš znal pokriti kljub višinski razliki in tako naprej. In tako naprej. Se pravi, v obe smeri gre. Igralci imajo dostop do boljših procesov treninga, imajo dostop do več filma, se pravi posnetkov vsega, trenerji imajo široko paleto, kaj lahko učijo svoje igralce, ampak se mi zdi, da na koncu vsakemu tisto, kar zna najbolje, prej ali slej mu ucepijo, da to največ koristi, da bi lahko s tem pomagal ekipi. Sigurno ne morem trditi, da je NBA igralec iz leta 67 boljši od igralca iz leta 2025. Se mi pa zdi, da so imeli neko tehnično učenje in razumevanje igre na ne veliko slabšem ali pa sploh ne slabšem nivoju, kot je to danes. Ne? Ampak recimo tako, če rečeva, ne vem, top 5 igralcev zdaj v NBA-ju, SGA, Jokić, Dončić, Giannis, pa recimo Tatum. Kako misliš, da bi se oni odrezali v 80-ih, 90-ih? To sploh resnično ne znam niti odgovoriti, zato ker taki, kakršni so, so prvo kot prvo na nek način bolj močni. Ne? Že to je ena prednost. Ne? Tisti, ki znajo veliko stvari, bi se tudi takrat odrezali vrhunsko. In teh 5, ki si jih omenil, so v bistvu tehnično sposobni. Nekaj znajo vse. Ne? Vse znajo. Ne? Znajo driblati, znajo metati, znajo obrambo. Mislim, vse. Bolje vprašanje za igralce, ki so bili top 5 igralcev leta 75, kako bi se danes odrezali v NBA-ju. Pa moram reči, da moje mnenje, da z neko tehniko v smislu fizične priprave in tako naprej bi se enako dobro odrezali kot igralci, te najboljši seveda iz 2025 v 75. Živimo pač v času, ko nimamo niti časa v bistvu pogledati, kako je pa bilo v letu 75. Ne? Se obremenjujemo bolj s to preteklostjo kratko, in pa sedanjostjo. Ne? Recimo ena od stvari, ki je zelo različna, je kako se je spreminjala igra, kako so se spreminjali sistemi, seveda trojka, kakšno vrsto fizičnega kontakta so dovolili v NBA-ju v tistih letih. Takrat pa zdaj. Ne? Tako, ne. Potem neskončne menjave, razmišljanja, kaj so koraki, kaj niso koraki. Takrat je to bilo leta 75, karikiram, zdaj 75, je bilo zelo jasno. Ni bilo gather stepa, ni bilo
tega, da si ti žogo vzel iz avta, pa si naredil en korak, pa si jo potem dal ob tla in ni bilo tega, kar je danes na meji, nošene žoge, tam je bilo vse. Se tudi zato na kakšnih starih posnetkih nekateri igralci izgledajo skoraj da malo smešno, ko tapkajo žogo, ko zgleda, kot da ni najboljši igralec, ker zna samo tako tapkati. Danes gledamo marsikaj na meji. Ampak spet, NBA je po finančni plati plaval v nekih vodah, ki so se konec 70-ih skoraj zaključile. To je pa poslovna liga. Zdaj je pa tako treba gledati, kaj ima NBA od tega, da se kdorkoli krega je v tistem prodoru Jason Tatum nosil žogo ali ni nosil. Bolje je pomembno, da je zaključil atraktivno, zmagovalno, z zabijanjem ali s trojko iz 9 metrov ali karkoli, ker to prinaša gledanost. Gledanost se pa plača in to v Ameriki se močno plača. No, sem zanimiv, gledanost pa pada. Zdaj mislim, da je 50% nižja gledanost, kot je bila, ne vem, koliko, 10 ali 15 let nazaj. Ja, sej NBA pač dela neke stvari poslovno, za katere jaz mislim, da imajo vedno nek rok trajanja. Nekaj se ali uvede, ali promovira, ali karkoli in potem po določenem času se to izpoje in je potem se nekaj novega v bistvu izmislijo. Kaj vam še mislite? Odvisno. Recimo, zdaj za ta zadnjo zmanjšanje gledanosti jaz krivim ta del, da je narativ lige, da je 82 tekem v rednem delu brez veze. Da se vsi tam božajo, nihče ne igra obrambe, vsi delajo korake in to potem zleze pod kožo. Sam to prenese glavnino prihodkov, verjetno, ta redni del. Ja, zdaj o tem ne morem soditi, mogoče že potem, da jih je tam 82, klej jih je pa pač manj v play-offu, verjetno logično. Eni ne pridejo v play-off. Ja, ampak v resnici je to zadeva, drugi narativ je, da NBA tekme niso več finančno dosegljive nekemu srednjemu ali pa nižjemu srednjemu razredu po prihodkih. In ta elitizem potem tudi malo odžene nekoga, ker v končni fazi, če pa pogledamo, kdo je pa več pred televizijo, nekdo, ki ima veliko denarja in veliko dela in potuje, ali nekdo, ki ima mogoče nižje prihodke, pa je služba z nižjo odgovornostjo, pa je doma vsak dan ob približno istem času, pa zvečer mogoče ne hodi veliko ven, ker si ne more privoščiti. To so stvari, ki vse vplivajo na gledanost in vsaka vpliva z nekim kamenčkom v mozaiku. Ni enoznačnega odgovora, da gledanost je manjša, ker je liga manj zanimiva ali karkoli. Liga v resnici v zadnjih letih, mislim, da zdaj se bom zmotil, ampak mislim, da je zadnjih 6 let bilo 6 različnih prvakov. Niso to Chicago Bullsi 2-krat po 3-krat zaporedoma, niso to Boston Celticsi, 11-krat. 5 ali 6 različnih prvakov in to prvič po, ne vem, tako, kada preko 40. Tam po 70-ih, v 70-ih mislim, da je bilo tako. Ampak hočem to reči, se pravi, ni to razlog zanimivi, nezanimivi. Potem imeli so tudi interne težave pri operaterjih na manjših trgih. Vem za 2 operaterja, da sta tudi bankrotirala in so se potem te prenosi iz ene televizije na drugo menjali. Včasih je bil, recimo, vem za en trg v Ohio, včasih je Bally Sports prenašal tekme Clevelanda na pamet, govorim za njih, potem zdaj pa FanDuel Sports prenaša in to je seveda spet nekaj, kjer ljudje imajo določeno navado, pa potem zgubiš gledalce tudi. Tako da milijon enih stvari je, čeprav še zmeri, tako kot sem na začetku rekel, mislim, da največ je to, da se je začelo govoriti o elitizmu, predragih stvareh in pa predvsem o tem, da dejansko redni del ni pomemben, ni zanimiv in da to žoganje, ne pa košarka, kar absolutno je daleč od resnice. Ampak
Je pa to mogoče lažje tako razumeti. Razlagati, ja. In pa še to mogoče vseeno, nikoli ne smemo podceniti niti enega drugega športa. Še nikoli na svetu, kaj šele v NBA, ni toliko konkurence športov, lepih športov, dobrih športov, atraktivnih športov. Če pogledamo že na našem trgu, ki je majhen, če želiš, lahko dejansko od jutra do večera gledaš toliko različnih prenosov, toliko različnih športov in to v bistvu iz neke generalne populacije ustvarja milijon nišnih populacij, ki gledajo določene stvari in je borba za gledalce zelo težka. Ne? Tudi v športu. Jaz sem te pred podcastom, prej sem te povabil. Sem te prosil, da pripraviš spisek top 10 igralcev. Da si omenil, da imaš ti po obdobjih, pa me sam zanima, kako si to pa rešil. Eno je po obdobjih, potem drugo je malo po igralnih pozicijah mogoče. Tudi to je nekako, se mi zdi, ena taka zadeva, da lahko kanček bolj kvalificirano razmišljaš o tem, kateri so najboljši. Ker zdaj omeniti 15 centrov, po moje nima smisla, da lahko rečemo teh 15 centrov, pa dejansko 15 najboljših igralcev, karikiram. Moraš imeti res afiniteto do centra. Tako je. Čez centra igralec. Tako da jaz pač gledam te neke že bolj, ne bom rekel pionirje, ker sam NBA je od leta 46, ta prva uradna NBA tekma, ampak bolj gledam po teh obdobjih. Recimo Bill Russell, absolutno človek z 11 prstani, njegovo delo izven igrišča, za njega vemo, da je zelo socialno bil aktiven za pravice temnopoltih in tako naprej. To se mi zdi en ogromen plus, ker danes v obdobju financ ali česarkoli ljudje še zmeri rajši ne rečejo karkoli pravičnega, da ne bi bilo kaj slabše. On se je pa takrat izpostavil, tudi z nekaterimi igralci iz NFL-a in tako naprej. Bill Russell, absolutno Will Chamberlain. Will Chamberlain, to, kar je nekako Michael Jordan po atraktivnosti in po fizičnih predispozicijah bil v teh najprej v 80-ih in potem naprej v 90-ih, je Will Chamberlain na svoji višini 218 bil nekaj, kar pač narava ustvari. Nenormalen atlet. Vemo, da je to bilo v času, ko so bili centri zelo statični, blizu koša in tako naprej. On je bil pa lahko vse. Njega sigurno postavljam med te najboljše. Ampak recimo, tle sta Bill Russell pa Will Chamberlain sta v istem obdobju igrala. Se pravi, sta imela kar nekaj dvobojev. Nekaj jih je bilo, s tem, da tisto, kar je Russell bil proti koncu, je Will bil nekako, ne bom rekel v začetku, ampak je potem še nekaj časa. Ampak če bi se mogel za enega odločiti, za tisto obdobje, recimo, komu bi dal? Zdaj me postavljaš taka vprašanja, kot sem ti že povedal, da se nočemo opredeliti, ampak zaradi tega, ker si mi postavil vprašanje, bom pač odgovarjal. Jaz bi dejansko postavil čisto košarkarsko Wilta Chamberlaina. Meni se je zdelo to, kar je on bil sposoben narediti, težko razumljivo, kaj šele, da bi verjel. Po drugi strani pa vidiš, spet ti lahko zdaj še 10 minut razlagam o tem, da Bill Russell je pa za NBA Bill Russell, v končni fazi se nagrada po njemu imenuje. Tako da to nekako v tem obdobju, v tem se mi je zdelo dosti veliko zatišje v 70-ih letih. Me pa en igralec po pričevanjih, po posnetkih, po vsem, ker jaz sem bil premlad takrat, da bi se to spomnil, me je pa zelo prepričal Elgin Baylor. Brez naslova, ne? Brez naslova, ampak on je bil tisto, on je tlakoval pot, da smo potem spoznali Juliusa Ervinga. On je bil tisti, ki je bil sposoben igrati vse pozicije, in pa skorer, kot je on, mislim, da je 5. vseh časov po povprečju vseh igralcev, je 5.
pa spet, kako ga bomo sodili, da je neuspešen igralec, da je za nič igralec, zato ker je bil v 7 finalih, pa ni osvojil enega prstana. Ne vem, vprašanje, na katerega si lahko, po mojem, vsak sam odgovori. Ne? Ja, to verjeten, glede na to, kako se čisla Jordana zaradi 6 finalov in 6 naslovov, 6 naslovov od 6 finalov, je to verjeten kar kamen okrog vratu. Je kamen okrog vratu, ampak zato jaz v teh debatah, ki se pač vrtijo samo še okrog prstana in nič drugega, ne rad sodelujem, ker mislim, da je igralec nekaj več kot pa tisti, ki ima prsta na roki. Na koncu pogledamo, koliko igralcev ima prstane, pa zdaj v hecu rečem, pa jih samo mama pozna. Ne? Ni to glavna stvar. Ne? Pa zdaj MJ, mislim, da je bolj impresivno, da je 100%. Ne? To je impresivno. Po drugi strani Robert Horry je 100%, 7 od 7. 7 od 7. Horry ni izgubil finala. Tako je. Ne? Pa govorimo, da je Robert Horry v pogovoru za največjega vseh časov? Ni, ne? Ja, tle se mi zdi, da je razlika. Ne? Če si roleplayer, ne? No, Horry je bil več kot roleplayer, ne? To je tudi dejstvo. Ne? Zdaj ga ne bomo ga dal. V nobeni ekipi ni bil v Houstonu, ne, prvi ne, ampak zdaj roleplayer je nekdo, ki za mene, poleg tega, da je jasno, kaj pomeni roleplayer, da ti odigraš določeno vlogo, ne? Ampak za mene mogoče še tako, da prihaja iz klopi. Robert Horry v Houstonu ni prihajal iz klopi vedno, ne? Ampak je tudi igral v prvi postavi. Ja, dobro, prva postava, ampak recimo, kaj je bil tretja, ni bil, vprašanje, če je bil tretja opcija, ne? Veš, Olajuwon, Drexler. Ja, samo od kje naprej se pa začne roleplayer, od druge opcije, od 4., od 5., to je spet stvar debate. Ne? Ja, ne, tako, hočem reči, da veš, tako, ena zanimiva metrika je, ne, recimo, je MVP finalov, recimo, ne. Če tako pogledaš, prideš kar zanimivo lestvico dobiš, no? Ja, seveda ne. Zaradi tega, ker v bistvu ki je največ prispeval k zmagi, dobi MVP finala. Ne? Jaz jo tudi gledam to metriko spet z rezervo, ne? Ker ti po končanem rednem delu ne priješ v finale. Ne? Ti moraš odigrati še runde pred tem, ne? Cel playoff. Ne? In nekdo, ti si lahko MVP finala, ampak te lahko soigralec ali dva sta te pripeljala do finala. Ne? To je res. In to je meni tudi blizu karakterno, ker pač neka moja filozofija košarke je, da mi je čisto vseeno, kdo dobi vse medalje ali pa bom rekel vse pokale, dokler sem jaz v ekipi pomagal, imam jaz svojo medaljo. Pomeni, da sem bil važen člen tega. Ne? Če sem to jaz, pa da jaz dobim MVP, super, hvaležen, ampak bolj od tega mi je bilo pomembno, a smo mi prišli do cilja, dali vse od sebe in dobili, če se le da, glavno nagrado. Ne? In te medaljice, ki jih dobijo igralci in štab in tako naprej, ne? So meni zelo ljube. Ne? Res pa je, da zgodovinske knjige se pa pišejo, ne, o najboljših igralcih. Ne? Tako da jaz take igralce, kot je Robert Horry, absolutno mogoče cenim bolj od povprečja. Ne? Tako da prstani so zelo žgečljiva stvar za mene osebno, se mi ne zdijo kot številka 1. Zdijo se mi zelo pomembni, ampak kot številka 1 v debatah pa ne. Se Bill Russell jih ima 11. Samo je bilo takrat samo 8 ekip, ne? To je kontraargument. Niti ne. Ne, veš zakaj ne? Ker je koncentracija talenta bila ožja. Ti danes priješ. Manj imaš košarkarjev, ne takrat, manj košarkarjev na tem nivoju. Ni nujno. Ti si košarkarje na nivoju, da lahko igrajo v NBA, razporedil v 8 ekip. Zdaj jih razporediš v 30. Ne? Ja, že, ampak veš, koliko igralcev bi danes lahko igral v 60-ih, v NBA-ju, a ne? Jaz ti bom drugače povedal, koliko igralcev, ki recimo katastrofalno izvaja proste mete in ima povprečje 4 pike v današnjem NBA-ju, na pamet govorim, ne, bi lahko igrali v tistih ekipah. Nihče. To je vedno dvosmerna cesta. Ne.
Jaz ne govorim, da si ti isti, vemo, da ni ista košarka 60 pa 2025. To je vse jasno in tudi ne govorimo, da so zdaj igralci slabi. Boh ne dej. Koliko sem prej že pred par minutami rekel, da so in tehnično usposobljeni in tako naprej. Ne. Ampak imaš pa ti še zmeri v NBA-ju določeno število igralcev, ne, ki bi lahko igralo zdaj na tak način, kot igra, ampak mogoče nikjer drugje ne na tak način, pa ne s tako vlogo. Ja, ampak recimo tako, pol je tudi argument ta, da tista ekipa, Celtics je bila takrat Dream Team, da je še Bob Cousy, vem, da je bil noter, pa ne, je bil še John Havlicek takrat. Ja, ampak teh 8 ekip je imelo sestavo ekipe preko draftov in vsega in so se pač sestavljali. Se tudi zdaj so se sploh v 21. stoletju začeli v bistvu grupirati, pa Big Three, pa to pa ono, zato da bi... Imaš salary cap, malo težji to speljati. Ja, samo lastniki so danes tako osebno bogati, da če oni grejo recimo zavestno v first apron, second apron, da grejo v pač minus, zato da osvojijo prstom, bojo to zlahka naredili in se jim tudi ne bo veliko poznalo. Malo sem v ozadju pač spremljam nekaj bolj kot nekaj drugega, ampak Cleveland Cavaliersi, ki so bili 2016 prvaki, so naredili na koncu račun 40 milijonov minusa. Govorim iz poslovanja. Imaš tudi hard cap, se pravi, ne moreš igralca noter spraviti, če ne ustreza. Luxury tax je samo stvar lastnika, se bo odločil, da ga bo povozil in plačal. Ja, pa imaš še hard cap, ker po nekih imaš tiste pravila, ki ne moreš igralca noter spraviti, pa tudi če si... Ampak ta hard cap je tako noro visoka, da te to s tem preprečuje. Ampak dokler ne prideš do hard capa, je dolga pot finančna, kar pomeni, da tisti, ki so lastniki in so sami vredni po 5, 6, 8, 12 milijard in poslujejo in tako naprej, če vidijo tako imenovani window opportunity, spet se to vrača na to, da samo zmagovalce se upošteva, pa piše, pa da vidi, pa da ima front office, ki mu reče, zdaj moramo all in, bojo šli all in. To je dejstvo. Takrat je bilo to sigurno malo težje, ali pa bolj nemogoče kot težko. Tako da jaz to ne gledam na ta način, da je manj ekip bilo, ki so se potegovali za naslov, zato je bilo lažje. Upam, da Lakersi, da so pripravljeni dosti denarja vložiti. Ja, lepota športa je pa tudi to, da smo že milijonkrat opazili, da na koncu pa tudi denar ne more kupiti ničesar, če niso stvari v osnovi dobro zapeljane. Primer letošnjih Phoenix Suns, recimo. Najdražja ekipa, pa niso do play-offa prišli, ker pač neke druge stvari, vidne stvari na terenu, mislim, vidne ne štimajo. Ne štimajo, ja. Se pravi, kdo je največji? Prej sem začel naštevati, pa nisva še prišla do določenih drugih obdobij. Dobro, pa dajva še na hitrco te ostale. Na hitro je, seveda, za mene so igralci, ki so sinonimi NBA lige, Bill Russell, Will Chamberlain, Larry Bird, Magic, Jordan, LeBron, Steph, Tim Duncan, Kobe, seveda. In to je ta neka deseterica, ki jo jaz vidim. Bom pa drugače odgovoril, pa mogoče lahko na tej noti se zediniva v vsakem primeru. Od teh 10, mogoče ne vseh 10, ampak od teh 10, za vsakega, ki mi bo sogovornik rekel, da je največji vseh časov, bom lahko pokimal. Absolutno se pridružujem razumevanju, da velika večina zaradi vseh stvari, ki smo jih prej omenila, podpira, da je to MJ. Nikoli pa ne smatram, da če mi nekdo reče, da je to Bill Russell ali Kobe ali LeBron, da rečem niti podrazno. Nisi omenil, če se ne motim, nisi omenil Jabbarja, ne? Dajmo tako reči, da sem ga pozabil. Zvit odgovor. Ok.
Greva zdaj še na hitre vprašanja. Okay. Kje bo Luka Dončić na koncu svoje kariere na tem seznamu? A bo v tem seznamu? Vprašanje za Nostradamusa. Ampak tako, Pojma nimam. tvoje mnenje. A gre v tej smeri, ker tako, če pogledamo, ne, on ima že zdaj več število izborov v prvo ekipo, prvo peterico NBA-ja, kot naprimer Steph Curry, ki je na tem spisku. Pa mislim, da je ali je prvi ali drugi po povprečju točk v play-offu. Ne, zdaj, aj za Jordanom, mislim, da sta nek to nek. Ja. Tako, mislim, to je res neverjetna druščina. Ne? No, sej, eno stvar, ki so prej govorila o največjem ali pa največjih, mi dejansko pozabljamo tudi nekatere, ki so bili največji, ne zato, ker so dosegli največ točk, ali pa so v pogovoru, ampak so bili tudi neki pionirji. Ne? George Mikan, ko se je on pojavil, ljudje niso vedeli, kaj s tem človekom sploh delati. Ne? Pa je spremenil ligo. Potem ne bi rad Dr. J spustil, kako je on vnesel svež veter noter. Potem pa, predno odgovorim na vsa druga vprašanja hitra, kaj je s pionirji iz Evrope? Dražen, Divac, ne? V končni fazi Grk, Novicki. Seveda, Parker, biti tako pomemben člen pri vseh naslovih. Ne? Ginobili, ki je definiral na nek način, kljub temu, da je ta nagrada obstajala, ampak je definiral vlogo šestega igralca. Ko ti nekdo reče šesti igralec, v bistvu rečeš Ginobili. Ne? Eurostep, ne? A ni, pri njemu so začeli to uporabljati. Dominacija v NBA-ju Luke, dominacija Jokića, dominacija Antetokounmpa. To je stvar, s katero se Američani še vedno nekako kosajo. Razumejo, da je igra globalna, ampak seveda trikrat raje bi videli, da je Američan tako dominanten. To so vse igralci, evo, kje bo Luka, to so vse igralci, ki lahko tektonsko premaknejo pogovore čez 15 let, kdo je največji. Ne? Težko si delam utvare, da bi lahko nekdo prehitev v teh pogovorih MJ-ja in Lebrona, ne? Ampak po drugi strani, zakaj pa ne? Po poti, po kateri grejo, se lahko uvrstijo tudi v ta pogovor. Jokić je že recimo počasi v pogovorih top 5 centrov vseh časov. Pa pazi to, ne. Advanced metrics, ne? Če gremo na napredne metrike, je on na vseh relevantnih je na prvem mestu. Tako. PR, poleg kaj že... Vse, Vorpi, vse. Vorp, sam. Kako je še tista? Winshares. Ja, na 48 minut. Te ljudi bo treba nekoč posebej omeniti v podcastu, kdo je največji, kaj je z njimi. Ne? Zdaj so še na svoj način dovolj mladi in premalo časa še v NBA-ju, da lahko... Ja, pa še napisati se mora zgodba do konca. Ne? Seveda, ne vemo. Tako da Luka je lahko... Jaz za Luko pravim, da je lahko tam, kjer on želi. Na tej listi. Dober odgovor. Ali bodo Lakersi v naslednjih 10 letih osvojili prstan? Ja. Ni razloga, da ga ne bi. Okay. Kdaj bo Slovenija osvojila naslednji veliki naslov? 2025. Ne, to je tako kot za Lakers prej in na splošno, šport je šport. Ne. To so težka vprašanja. Dejansko se ti lahko stvari dobro poklopijo in zmagaš. Lahko gre pa tudi marsikaj narobe in ne zmagaš. In enostavno vsi delajo za to. To je glavna stvar. Vsi delajo za to in nadejamo se še kakšnega uspeha, ne? Ampak če bi take stvari vedeli, potem mislim, da bi vsi v Sloveniji bili milijonari, samo plačali bi pravočasno napoved. No, jaz sem po letu 2017 rekel, jaz sem dobil, kar sem si želel.
kar se tiče uspehov. Tako da Ja, meni je kljukca. Dosti ljudi tako razmišlja in to je tudi lepo razmišljanje, ampak spet šport te premami, lačen si, vedno si lačen. Zdaj, tudi, ko se najemo doma, kosila rečeš, sam sebi ne morem več, po moje ne morem niti pogledati hrane naslednje 2 meseca, 9 že po hladilniku, kot vidiš, šnofam. Je kakšen igralec, ki bi mu lahko rekel, da je naslednji Dončić slovenske košarke? Še eno nehvaležno vprašanje. Niti ne rabi biti nihče več naslednji Dončić. Naj bo naslednji Novak, naj bo naslednji Petrovčič, naj bo naslednji karkoli. Luka je Luka. Tudi za ostale naše košarkarje pred njim in ob njemu. 2017 ne bi osvojili, če se nekdo ne bi pisal Klemen Prepelič, Aleksej Nikolić. Mi nismo 2017 in tudi v bodoče ne potrebujemo 12 Dončićev. Tako da me to vprašanje niti ne zanima, če je nekdo naslednji Luka. Mi imamo ženskega Lukata, če že greva, vem, zakaj si vprašal in na kakšen način si vprašal, imamo ženskega Lukata. A je šel Sivka? Sivka, točno, ja, se spomnim, draft letošnji. Ja, pa ne samo zaradi drafta, enostavno punce ima vse, da bo uspešna, dela in je pametna. Okay, ampak dobro, to se mi zdi dober odgovor, se pravi, tle vidiš neko paralelo v bistvu. Recimo, ampak se pravi, takšne stvari, kot jih Luka dela in takšna življenjska pot, košarkarska življenjska pot njegova, to je težko in nemogoče duplicirati. Sej tudi včasih se tako v pogovorih pod narekovaji razjezim, ko nekateri starši vidijo, da bi njihov talentirani otrok moral iti po istih poteh. Nikjer ne piše, da je to pot. Je to recept. Se na enega Luko v Real Madridu je ob njemu, pred njim, za njim v mlajših kategorijah treniralo na 1000 otrok, ki so bili označeni za talente. Pa njihovih imen ali ne poznamo, ali jih pa ne omenjamo niti blizu v istem stavku kot Luko. Tako da vsak igralec v Sloveniji, ki si bo svojo pot izrezal, dal od sebe maksimum in na koncu uspel, bo novi Luka Dončić lahko. V tem kontekstu. Luka je pač Luka. Tako da ne rabimo mi novega Lukata, ampak rabimo igralce, ki bodo zadovoljni s svojimi karierami, ki bodo trdo delali, ki bodo dobro živeli zaradi košarke in ki bodo pomagali sebi, svojim ekipam, svoji družini in pa upamo seveda tudi naši reprezentanci. Okay. Ja, še zadnje vprašanje, Damir. Kje vidiš sebe v prihodnosti slovenske košarke? Delati v slovenski košarki je nekaj, kar si nisem predstavljal, da me osebnostno in profesionalno toliko izpolnjuje, dokler nisem dejansko to začel. Tako da kratek odgovor, da bom vedno povezan s slovensko košarko, da bom vedno v dvoranah, kjer se igra slovenska košarka in da me boste lahko v teh dvoranah srečali, pocukali za rokav, dokler mi bo zdravje dovolilo in dokler bom lahko s svojim delom na uslugi slovenske košarke. In nadaljujemo debato o tem, kdo je največji vseh časov. Lahko. Damir, hvala ti za obisk. Gledalci, se vidimo naslednjič. Čau.